smo danes ostali že pred 7, zato da smo zjutraj še malo izkoristili lep prostor. Jaz pa Šnovka sva šla laufat, 4 km prelaufala pred naporno vožnjo, ki nas čaka. Nastja je delala jogo, tako da smo se vsi malo razmigali. Zdaj smo pa že zapustili Portugalsko, prečkali reko Douro in šli v Španijo. Danes sicer verjetno nekih zelo hudih kilometrov ne bomo premagovali, zaradi tega, ker imamo vmes se zaustaviti v trgovini pa lekarni, da malo nakupimo par stvari, ki se jih v Španiji dobi. Tako da ja, bomo videli, kako nam bo uspel prevoziti, bomo probali čim več. V bistvu moramo pa tudi povedati, zakaj toliko hitimo. V bistvu lahko bi šli veliko bolj počas do Švedske, ampak nam je v interesu čim prej priti, zaradi tega, ker v bistvu iz 3 razlogov. Prvi je, da so zdaj še te karte za trajekt, ker imamo namen iz Nemčije iti direktno na Švedsko. So v juniju še veliko cenej, kakor v juliju, oziroma mislim, da naslednji teden so še poceni, potem konec junija, ko se začnejo dopusti, se pa kar podražijo. Potem drugi razlog je, da Švedi zelo praznujejo ta najdaljši dan v letu, Midsummer se mu reče, in to je okrog 20. junija in bi rada to ujela, ker me zanima, kako se to zgleda. In tretji razlog pač, da je poletje na Švedskem kratko, tako da bi ga rada v celoti oziroma čim več izkoristila. In pač ja, te vmesne države smo pa tako že prepotovali, tako da ja, v bistvu imamo namen iti čim hitrej, ampak se vseeno izogibati avtocestam oziroma cestninam, tako da ja, bomo videli, koliko časa bo vse skupaj trajalo. Danes smo spet zgodaj vstali, že pred 7, da smo spet šli na daljši sprehod in potem se začeli voziti, zato ker pač se lahko vozilo samo pol dneva, tako da moramo res izkoristiti dopoldne. Včeraj smo imeli še neke opravke, tako da sem kar zadovoljna, da smo prevozili 400 km in prišli na sever Španije, tako da danes imamo do Francije še okrog 100-120 km. Pa bomo pa videli, koliko nam bo še ratalo po Franciji, upajmo, da čim več. Ja, mogoče še malo statistike finančne, kar se tiče nafte. Zdaj cestnin tukaj tak ni v Španiji, čeprav so ceste praktično avtoceste oziroma hitre ceste, kar je primerljivo z našimi avtocestami. Sva pa včeraj takoj, ko smo prišli v Španijo, tankala za €19, ker je dosti cenejši kot na Portugalskem. Danes so pa tudi zdaj se že ustavila enkrat, sva dotočila, ker je bila ena poceni pumpa za €23. Ker potem v Franciji bo pa nafta skoraj €70. Sicer tudi tukaj v Španiji večinoma so cene okrog €55, ampak imava eno aplikacijo, kjer pišejo cene goriv na različnih pumpah, po zemljevidu pogledava, tako da pogledava, kje se splača ustaviti na tankati. Tako da računava, da preden gremo iz Španije, bova še enkrat se ustavila
tam bo sicer malo dražje, ampak še zmeraj precej cenejše kot v Franciji. Tako da bolj računamo, da bomo s polnim tankom goriva in še z unim kanistrom, ki ga imamo zadnji, lahko prevozimo približno 800 km. Tako da bomo v bistvu dosti malo rabili v dragi Franciji tankati. Včeraj smo uspeli prevoziti skoraj 500 km, dejansko bi še malo več, če ne bi na francoski meji čakali pa ure, pa ne zaradi meje, ampak zato, ker so neki traktorji naredili zastoj, ne vem, ali so štrajkali, ali je bil to neki dogodek. Tako da ja, potem smo najdeli kar lep prostor za prespati, ker je bil zraven enega gozda in sprehajalnih poti, tako da smo lahko šli zvečer in zjutraj še na sprehod. Danes gremo pa še naprej, probali bomo spet čim več prevoziti, nekih postojank nimamo naplaniranih, razen iti v Lidl in se založiti s francoskimi dobrotami, ki teh res ne moramo spustiti, če smo že v Franciji.
No, včeraj in danes smo uspeli prevoziti okrog 1000 km, včeraj smo prespali še v Franciji, danes smo pa zapustili in šli čez Luksemburg v Nemčijo. In ja, v bistvu smo v zadnje par dneh spet ugotavljali, koliko je Francija lepa, koliko so lepe hiše z pisanimi polkni in koliko je zelena. V bistvu so obujali spomine na leto 2021, mislim, da, ko smo potovali po zahodni in severni obali. In ja, res je bilo lepo, ker v bistvu smo se zelo veliko vozili tudi po vaseh, ker smo se izogibali avtocest in pač nekaj je bilo po regionalnih cestah, nekaj pa tudi čez vasi. Ja, tako da včeraj smo prespali še v Franciji, danes smo pol, kot je rekla, šli čez Luksemburg, gledali si ga nismo nič, v bistvu smo šli čez samo zaradi najbolj glavne atrakcije Luksemburga, to je poceni nafta. Nafta je skoraj več kot 20 centov cenejša kot v Franciji in 10 centov cenejša kot v Nemčiji, tako da smo tam res vse nafiljali in kanister in poln tank. V bistvu smo v Franciji rabili dotankati samo 20 litrov, tako da smo res kar s poceni nafto prevozili celo Francijo, več ali manj. Danes smo pa zdaj že v Nemčiji, no, in bomo tukaj ob robu enega gozdička prespali, ker je tudi lepo spet za sprehode, kar je glavni kriterij te dni za izbor placov za prenočevanje, je to, no, da je v redu za sprehod zraven, da se šnovka malo raztegne. Midva pa tudi. Ja. Je pa drugače Luksemburg bil 40. država na tem potovanju, tako da ja, smo jih že kar nekaj nabrali, tudi če si je nismo gledali, vse šteje. Ja, je pa to za ta tranziten vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.